polni žile, kaj nam danes stiska pest, koga danes dobre vile nosijo tja gordo zvest. Koga greje dobra volja, koga dviga vroča kri, 2 milijona iz vesolja v isto strast zaljubljenih. Naj se sliši do neba divji ritem Triglava, naj odmeva iz srca, dajmo zdaj Slovenija. Naj se sliši do neba divji ritem Triglava, naj odmeva iz srca, dajmo zdaj Slovenija. Mi smo danes ena pesem, mi smo danes isti glas, mi smo danes ena barva. Kar se tiče delitve skupine, jaz tega do zdaj še nisem uradno povedal, pa bom kar zdaj izkoristil to priliko. Veliko je bilo ljudi, ki so z začudenjem spremljali odločitev izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, da dodeli eno izmed skupin Jesenicam. Pred samo odločitvijo izvršnega odbora je delovna skupina obiskala praktično vse potencialne kandidate in lahko povem, da so ljudje iz občine z županom na čelu dejansko pripravili najboljšo prezentacijo in tudi na izvršnem odboru, ko je bilo to prezentiranje od kandidature Jesenic dobila največ točk. Mi poznamo Jesenice kot hokejsko mesto, vendar naša generacija, pa mogoče še tudi nekateri mlajši, vejo, da je košarka kar močno zasidrana tudi na Jesenicah. Nenazadnje so Jesenice dali 2 jugoslovanske reprezentantke v košarki in tudi v moški košarki so bili celo nekateri igralci, ki so nastopali za takrat najmočnejši klub Union Olimpijo. Da smo tudi bili preko kar zadovoljni z izrebom. Praktično mi smo dobili skupino bivših preko držav skupne, preko Jugoslavije, Makedonija, Srbija, Črna Gora in pa Bosna in Hercegovina in pa Litva in Latvija, tako da lahko rečem, da so zelo atraktivni tekmovalci in pa moramo se zavedati, da je sama bližina teh dogodkov, ki bodo dali veliko priložnost, da si v živo ogledajo tudi ta spektakel v območju moške Jesenice. Skupina, ki je, kot je gospod župan že povedal, zelo atraktivna, mi pričakujemo ogromno navijačev, dejstvo pa je še eno, da se je tudi ogromno tujih prostovoljcev prijavilo za to, da bi pomagali ravno v skupini na Jesenicah. Tako da ob tem bi omenil, da je košarkarski klub praznuje 60-letnico, kar je častiv jubilej za košarkarski klub, nekje v omenjenih rezultatih. Želimo, da bo košarka postala spet pomemben športna dejavnost na Jesenicah. Mislim, da je to velika priložnost. Pa ne samo na Jesenicah, imamo tudi Kranjsko Goro, kot veste, smo imeli tam neko člansko ekipo, ki je osvojila 3 naslove državnih prvakov. Upam, da bomo obudili tudi to, da bi v doglednem času tudi tam imeli neko žensko ekipo in mogoče neko močnejšo na Jesenicah. Druga stvar, kar mislim, da je potrebno povedati, je tako imenovanih navijaških con. Predvidevamo 2 navijaške cone, eno neposredno pred dvorano in veste, da je prostor relativno skromen tam, to bo namenjeno glavnim obiskovalcem, ki prihajajo na košarkarske tekme, da se bodo tam srečali in potem želimo usmeriti v glavno navijaško cono, ostalo to je tukaj, kjer smo, zelo neposredna bližina.